Na prizorišče prihajajo praporščaki s praporji veteranskih in domoljubnih organizacij, ki jim poveljuje gospod Jože Ladiha. Živi naj vsi narodi, ki jih hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurakle sosed bo, neurakle sosed bo mejak. Spoštovani zbrani, pozdravljam vas na proslavi o počastitvi Dneva samostojnosti in enotnosti. Naš največji pesnik, France Prešeren, si je v sonetnem vencu že daljnega leta 1833 zaželel, da bi nebesa Slovencem poslala Orfeja, ki bi nam srca vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Prešeren je torej opazil, da smo si bili Slovenci že stoletja pred njim le redko edini. Žal je vse prepogosto podobno tudi danes, saj nas vsak problem, pa naj bo dober ali slab, deli na vsaj dva pola. Toda 23. decembra 1990 je slovenski narod izkazal tako rekoč nepredstavljivo enotnost. Nedeljskega plebiscita se je udeležilo preko 93% vseh volilnih upravičencev in od teh je za samostojno in neodvisno Slovenijo glasovalo 95%. Slovesna razglasitev plebiscitarnega rezultata je potekala 26. decembra. S tem dejanjem se je začela slovenska osamosvojitev. Na oder vabim ravnatelja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, gospoda Zvonka Kusteca, da spregovori ob 27. obletnici tega prelomnega dogodka v slovenski zgodovini. Spoštovani zbrani, spoštovana gospa županja, predvsem pa drage dijakinje in dijaki, kolegice in kolegi. Zbrali smo se, tako kot je voditelj povedal, da bi počastili prihajajoč državni praznik. Res je, da še je malo oddaljen, vendar pa takrat, ko bo se ta državni praznik zgodil, boste vi že veselo na počitnicah in prav je, da preden se razidemo, tudi počastimo ta praznik samostojnosti in enotnosti. Letos smo k temu prazniku, ker ga prirejamo tej proslavi, ker ga prirejamo skupaj z občino Ljutomer, povabili tudi praporščake veteranskih in domoljubnih organizacij. Tako da damo malo večji pečat in zato so tudi tukaj gospodje in gospe v uniformah, tako da damo temu prazniku tudi malo večji pečat. Da vidimo, da to ni samo neka šolska naša proslava, ampak da tudi neke institucije temu prazniku doprinesejo oziroma dajo tisti pravi pečat. Torej, kot je že naš voditelj Sašo povedal, 23. decembra se je to zgodilo in 26. decembra je slovenski narod res z velikim procentom. Danes smo v poročilih slišali, da je v Kataloniji glasovalo 86, torej smo vsekakor vsaj za 10% večji
udeležbo takrat napravili. In takrat smo bili res enotni. Res je, da je bila ta večina prepričljiva in tako se glede na to vsako leto pač spominjamo tega praznika. Dan, ki nas opominja na enotnost in na pripadnost vrednoti, za katero se zdi, da jo cenimo vse manj. Namreč pogosto se pod takšnimi in drugačnimi vplivi ne zavedamo, da je domovina tista, ki jo imamo tukaj. Tukaj in edina, kot je rekel pesnik Zupančič. Pogosto dvomimo v neke odločitve in tako naprej in gledamo samo na slabe strani. Čeprav današnji čas predstavlja vam, mladim, veliko ugank, veliko vprašajev, vse, verjamte mi, ni tako črno. V Pomurju poznamo veliko uspešnih zgodb mladih ljudi, gospodarskih in tako naprej. Vsi ti ljudje stremijo oziroma grejo za svojimi sanjami in svojo iznajdljivostjo delajo to, kar jih veseli. Marsikdaj takšna podjetja, takšne ideje lepo zacvetijo in vzemimo si v njih tudi neki vzgled za to, da bomo bolj ponosni, da smo Slovenci, da smo sicer tukaj majhen narod, kot se sami sebe radi imenujemo, vendar jaz pravim, po kulturi, po športu smo pa edinstveni narod v Evropi. Tudi vi, drage dijakinje in dijaki, ki se sedaj pripravljate na jutrišnji vstop v življenje, nekateri ste začeli letos, nekateri boste naslednje leto končali, šli boste na univerze, šli boste v naslednje, višje letnike in želel bi, da tudi vi dodate tisti svoj kamenček v mozaik, ki se mu reče uspešna in enotna Slovenija. Dragi dijaki in ostali zbrani, čestitam vam ob prihajajočem državnem prazniku, čeprav bo to šele 26. in takrat se spomnimo tisti torek, danes je pa državni praznik in vsaj malo se spomnimo o tej naši Sloveniji, da je nekoč bil referendum, da je nekoč bila osamosvojitev oziroma razglasitev in da imamo to čast in to priložnost, da živimo v tej državi, ki jo imamo in ki si jo takšno, kot je, tudi zaslužimo in prav je tako. Hvala lepa. Ljutomer, kraj, v katerem stoji naša šola in njegova neposredna okolica, sta v slovenski zgodovini velikokrat odigrala zelo pomembno vlogo. Že leta 1868 s prvim slovenskim taborom prav v našem kraju in s programom Zedinjena Slovenija so nastali prvi zametki naše današnje samostojne Slovenije. Ker je to hkrati tudi občinska proslava, je seveda danes z nami tudi županja občine Ljutomer, gospa magistra Olga Karba, ki jo vabim, da zbranim spregovori nekaj besed. Spoštovani častni občan, dr. Miran Puconja, spoštovani častni občan, gospod Miro Stržej, spoštovani ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča, gospod Zvonko Kustec, drage dijakinje, dijaki, profesorice, profesorji, veterani, cenjene dame in gospodje. Včeraj popoldan sem s ponosom brala v časopisu Vestnik razmišljanja, ideje, pobude vas, naših dijakinj in dijakov Ljutomerske gimnazije. Podnaslovi so med drugim vključevali trajnostni turizem, mehanika, IT tehnologije,
kombinacije naravnih danosti in izobraženosti, multikulturnost. Lepo je bilo prebrati razmišljanja, ki gredo od mehkih, človeških, naravnih prioritet do takšnih, ki so materialne, mehanske, ki ustvarjajo trdno vrednost. To razmerje med čutnim in inženirskim je ena skrivnost uspeha naše občine. Imamo tehnološki razvoj, proizvodnjo, high-tech kmetijstvo, ki jih obdaja narava, kultura in močno srce. Ampak prihodnost ni odvisna od tega, kaj imamo danes. Njo bo v največji meri zaznamovalo to, kar si bomo upali jutri. Naj to povem še bolj natančno. Prihodnost bo določalo to, kar si boste vi, mlajši, dijakinje, dijaki, upali predlagati, zagovarjati in narediti. In tako je bilo od nekdaj. In vse, kar smo si priborili, vse, kar smo si upali skozi tisočletja, je zahtevalo pogum in bilo povezano z velikimi tveganji. Človeka, ki je zasadil prvi vinski trz v naših krajih, je marsikdo zanesljivo gledal precej postrani in z dvomom, ampak je bilo pomembno, da je nekdo začel. To nas je kot skupnost premaknilo naprej. Pomembno je, da se je nekdo začel ukvarjati s konji, kasaštvom. Pomembno je, da je nekdo stopil pred ljudi in predlagal, da naredimo šole, knjižnico, društva. Pomembno je bilo, da je nekdo oral ledino kot obrtnik, podjetnik, umetnik. Vse to je bilo pomembno, a ni bilo preprosto. Če želimo, in jaz si to močno želim, da ideje, ki ste jih zapisali, postanejo naša skupna prihodnost, potrebujemo poleg idej levjesrčni pogum. In povem vam, kje ga najdemo. Ena izmed idej, ki jih je zapisal dijak drugega letnika Jure Miholič, je imela nespektakularen naslov, ampak ima naboj, ki nas bo popeljal naprej. Pisalo je, da moramo vzgojiti dobre državljane. Kaj pomeni biti dober državljan? In zakaj je to tako pomembno? Razlika med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji, start-upi, mesti, občinami, državami je samo v tem, koliko časa zapravijo na tem, da pridejo do odločitev in koliko časa traja, da te odločitve tudi izvedejo. Povedano drugače, bolj se kregajo, bolj jih razdvajajo negotovosti in sebičnosti, šibkejši so kot skupnost. Včasih se zdi, da nas v javnih zadevah prav neenotnost najbolj povezuje kot narod. In to je pogubno za odnose med ljudmi, za gospodarstvo in srečo ljudi. Pa mora biti tako? Lahko je drugače. Lahko bi si več pomagali. Lahko bi iskali skupaj načine, da prispevamo en k drugemu. To je naša odgovornost do skupnosti, do naroda. To je naša odgovornost dobrih državljanov. Bodimo prijaznejši en do drugega, pomagajmo si, delajmo tako, da si bomo podale roke na poti navzgor. Iskreno vam čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Želim vam mirne in prijetne božične praznike ter uspešen skok v novo leto. Hvala lepa.
bo tista, ki se ji ne mudi in čas ne le zamrzne. V objemu je toplo, srcu polnem upanja, v svet se lepši zdi. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in na utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz kot del neba. Ljubezen je edina, ki se ji ne mudi, srce polnem upanja, da svet se lepši zdi. Vse je za naju, vse je za naju. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in na utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz kot del neba. Prizorišče zapuščajo praporščaki s prapori veteranskih in domoljubnih organizacij. Prosim, da vstanete in počastite njihov odhod. Zahvaljujem se Katarini, Živi, Domnu, Niku in Primožu, ki so si danes nadeli priložnostno ime Jingle Bells za izvedeno glasbeno točko. V vsakdanji ihti, v kateri vsak od nas teka po svojih opravkih in imamo vse manj časa, včasih sploh ne vemo, kateri in kakšni ljudje živijo okoli nas. Nedavno je izšla monografija z naslovom Miroslav Stržaj, velikan kegljaškega športa. Predstavlja življenje in delo moža, ki pravzaprav živi v neposredni soseščini naše šole. Gospod Miroslav Stržaj je v svojih 84 letih življenja počel toliko različnih stvari, da ga lahko upravičeno imenujem za zanimivega človeka. Šport, gospodarstvo, politika, kultura, katerokoli področje boste našli, je gospod Stržaj gotovo pustil sledi na njem. Zato danes med nami pozdravljam častnega meščana občine Ljutomer, gospoda Miroslava Stržaja.
Seveda se moramo najprej dotakniti vaše športne poti. Kdaj in zakaj ste izbrali kegljanje in kakšne uspehe ste v njem dosegli? Dovolite mi, da od kraja prvo pozdravim spoštovano županjo, gospoda direktora šole z njegovimi učitelji in vas, drage poslušalke, učenke in učenci, ki verjetno me malo nekateri že poznate, ker se srečujemo, ko hodimo eni in drugi proti trgovini. Lep pozdrav, lep pozdrav tudi vsem našim uniformiranim. Da boste lažje razumeli mojo športno panogo, vam moram nekaj povedati za uvod, potem pa bom takoj nadaljeval. Nekaj sem si zapisal, da ne bom nekaj tistega čvrstega pozabil, ker imam pa ogromno tega, pa sem tisto najnujnejše tudi si zapisal, da ne bomo dosti študirali in bomo lahko v 10-15 minutah prelaufali to mojo buklo. Glejte, v svetu so 3 vrste kegljanja. Eno je naše, asfalt, plastika, drugo je bowling in tretje je šere. Vsa Evropa in del luže, preko luže gorijo našo zvrst. Bowling je doma popolnoma v Ameriki in šere je v Afriki in Aziji. Zato, ker ni enotnih na FIQ-ju, kot se imenujejo zveze v Parizu, katera od teh 3 panog bi šla na olimpijado, seveda še nismo olimpijski šport. Zato je v naši sredini ta naše kegljanje v 3. kategoriji športov Slovenije. Ker veste, da prvo so olimpijske in td. Ampak moram vam reči, da boste razumeli, zakaj gre. Imamo vse naše ekipe v ligah, od mladincev, mlajših in tako dalje. Imamo tudi svetovna prvenstva, ki se jih udeležujemo redno vsako drugo leto. Glejte, jaz bi rad samo tole opisal, kaj je moje delo bilo takrat, ko sem jaz bil vrhunski. Tukaj, da boste vedeli, potem ocenjevati, ko boste moje dosežke ocenili. Glejte, steza je dolga, mimogrede, 26 metrov. 6 metrov je za let, 20 metrov je ostalo na koncu, so keglji, ki jih moraš zadeti. 6 metrov imam za leta. Odnosim približno 700 kg in zmečem. Nazaj se sprehojem, tudi je približno 1,2 km in prenesem teh 600. To se pravi, naredim na enem treningu odnosni tekmi 2500 metrov ali 2,5 km in zmečem približno tono pa nekaj materijala. Tako da boste vedeli, da to ni enostavno in vam bom povedal, da Nemci so zelo, zelo natančni in so me na eni tekmi, ker so tudi Nemcem sem bil vzor, da boste vedeli, snemali so moj stil igranja, ampak ga so težko so ga tudi obelodanili in prevzeli, kajti vsak človek ima svoj stil. Ampak zvagali so me pred tekmo in po tekmi in tisto tekmo, kjer bilo malo toplo, sem zgubil preko 2,5 kg. Tako da veste, da ni čist enostavno in da sem mogel zelo, zelo garati, da sem prišel do teh uspehov. Zdaj pa greva po začetku, šport. Glejte, jaz sem začel postavljati keglje doma na Rakel, ko sem bil mulj star 7 do 10 let. Takrat so igrali starejši pa neki oficirji, ker je bila okupacija in takrat sem tudi nekaj zaslužil, da je mati, ki je imela nas 5 otrok, tudi malo lažje prešla skozi tiste stroške. Nadalje sem v Ljubljani študiral 3 leta in postavljal keglje, da sem imel nekaj več, tako kak ste vi tu, nekaj več za dijaške dobrote v tistem času, ko sem študiral v Ljubljani. V leta 50 sem prišel v Ljutomer, v Ljutomeru je bilo kegljanje prisotno in je bilo nogomet. Nogometu sem se prijavil, pa kegljanje sem se prijavil, samo kegljanje mi je bolj ležalo, samo to tudi tisti, ki so igrali, so rekli, da imam talent in sem se potem tem posvetil. Zato se je tu začela moja karijera v tem športu. Zdaj pa, gledajte, dosežki. 30 let sem igral za državni dres. Najdolje, takih fantov in deklet jih ni. Sem edini, ki sem 30 let bil državni reprezentant. Namreč naj vam povem, da po 5-6 letih je skoraj vsak novinec prenehal, ker ni več zmogel.
Dalje sem imel 135 nastopov v državnem dresu in toliko tudi v dresu republike. 14-krat sem bil republiški prvak, 9-krat sem bil državni prvak, sem evropski prvak, bil svetovni prvak, imel sem 2 svetovna rekorda. Nosilec sem 17 kolajn iz svetovnih evropskih prvenstev, od tega je 7 zlatih. Dalje, da vam povem, kaj za priznanja so, ker sem jih glavnem dobil, jih je pa še en kup doma v fjoki, ki jih ne morem naslediti, ampak glavne so pa tele. 2 državna odlikovanja, zlati kegelj Kegljaške zveze Slovenije, častni član Kegljaške zveze Slovenije. Novinarji so me priznali, ker kegljanje ni bilo tisti najvišji športnik in nisem nikoli bil športnik Slovenije. Bil sem pa vedno 10 let med prvimi 10 v tisti anketi, zato so športni novinarji smatrali, da mi dajo 10-letnega športnika, ki imam tudi edini to plaketo doma na veliki fjoki in sem 10-letni športnik Slovenije. Tu dalje. Dalje, ti novinarji so mi tudi priznali ta status in me boste, kdor bo šel v Stožice, videli med slovenskimi športniki, ki sem tam naslikan, med prvimi 20, ki so jih postavili na oltar domovine kot športnike prihodnjega stoletja. Dalje, sem častni predsednik Športne zveze Ljutomerske, ker sem bil prvi predsednik takrat, ko so se osnovale športne zveze v Sloveniji. Dalje, športnik sem bil Ljutomera, Pomurja, Maribora. Sem tudi nosilec Ciherlove nagrade, to je najvišja nagrada mariborske občine za najvišjega športnika leta. In seveda imam tu gospod županja, ki je bila tudi dobra, da mi je izdala to nomenklaturo in me dala med častno članstvo naše občine. Toliko o športu, veste, da je bilo precej znoja in bi prosil nadaljnje vprašanje. Zelo impresivno. Našo lokalno skupnost ste zaznamovali tudi s svojim družbenim delovanjem. Kakšni so vaši spomini na gospodarsko in politično delovanje? No, hitro vam bom povedal. 5 let sem bil na okraju Ljutomer, po okraju Ljutomer sem se preselil na Mlekopromet Ljutomer, kjer sem bil 12 let komercialni in 26 let direktor. Preko 100 nas je bilo zaposlenih, preko 102.200 smo imeli kmetov, ki so nam dajali mleko, ker smo imeli stalne kontakte. Tako da ni bilo čisto enostavno, veste, biti tam direktor, celi te srednji, ki nam je dajalo mleko, ker si bil lahko kritiziran v vsaki vasi, na vsakem šanku in povsod, pa vendar sem z njimi imel dobre kontakte in še danes moram vam reči, da vsi delavci, ki me srečujejo, me radi pozdravijo in bi mi radi vsak še posebej kakšen špricer plačal, tako da sem zelo, zelo, zelo srečen. Ni denar važen, važno je odnos in važen je to, kakšen človek, ker če še danes preko 100 ljudi te imajo radi, potem to ni enostavna stvar. Ponosen sem na to, da ta fabrika še dela, luknje smo šenkovali, sir prodajali, to še danes delajo in mislim, da bo ta fabrika še dalje, ker je sir znan doma in v svetu. Tako da jaz mislim, da je to v redu in ta pravi direktor je prišel zdaj v zameno, upam, da se bo to nadaljevalo. In kaj imam iz gospodarstva najvišje priznanje? Krajgerjevo nagrado ali pa nagrado Gospodarske zbornice Slovenije kot najboljši športnik, najboljši gospodarstvenik v preteklih 10 letih, nekje so mi dali leta 69-70 to priznanje. Ja, jaz moram priznati iz svojega otroštva, da je bila Mlekopromet res zelo znana družba in spomnim se, da se je takrat v tistem času govorilo, da je Mlekoprometov sir prišel v Ameriko in da se ga menda dalo dobiti v New Yorku, kar je bilo res nekaj posebnega. Vem pa tudi, da je bilo zelo pomembno vprašanje, ki smo se ga zmeraj spraševali, koliko delavcev na Mlekoprometu vrta sir, vrta luknje v sir. Tega nismo nikoli izvedeli. Torej, priložnostno potem naprej, seveda ste se ukvarjali tudi s kulturno dejavnostjo. Bi nam kaj povedali o tem?
Najprej bom omenil tisto, kar si prej vprašal, Saša. To se pravi politika, tudi tu sem bil, ampak nikdar nisem stremel, veste, za tem, da bi bil aktivni politik, to mi ne leži. Rajše sem bil v gospodarstvu in da sem delal amatersko ali pa tako zvano neprofesionalno v teh političnih vejah, ampak samo zaradi tega, veste, da sem bil na tekočem s politiko in da sem laže ojaril med brazdami v gospodarstvu in v ostalem delu, ki sem ga pač opravljal. Ampak nekaj posebnih pa jih bom navedel, veste. Bil sem enkrat predsednik občine, bil sem dvakrat podpredsednik občine, bil sem 2 mandata podpredsednik zbora občin na Republiki Sloveniji, takrat so bili 3 zbori namesto današnjih 2. Tako da veste, da sem tudi tam 8 let preživel v tisti stavbi, ki so zdaj poslanci, da nam narobe povedal. In v tej novi Sloveniji pa sem bil 1 mandat podžupan in 1 mandat državni svetnik v Ljubljani, tudi v tisti hiši. Tako da je tudi ta politika dobra, da ne bom govoril, koliko sem imel članstva v odborih, komisijah in tako dalje, ker so me radi povsod imeli, posebno takrat, kadar se šlo za mleko in za poznavanje gospodarske plasti tudi na vasi. Tako, super, najlepša hvala. Tako, zdaj pa preidiva torej na kulturo. Torej, vaše kulturno delovanje je tudi zelo bogato. Bi nam povedali kaj o tem? Glejte, od leta 50 sem bil član zborov, pevskih zborov, 63 let petja je bilo za menoj. Dobil sem zlato značko po 30 letih. Zadnje leta bil sem tudi osnovatelj Ljutomerskega okteta, v katerem sem pel 50 let. In zadnjih 12 let sem bil predsednik kulturnega društva Ivana Kavčica v Ljutomeru in upam, da sem dobro vodil zaradi tega, ker so mi pred kratkim dali tudi častni naslov, častni član kulturnega društva Ivana Kavčiča. Tako da tudi tu imam svoj pečat in tudi lepe spomine, posebno od petja, posebno veste takrat, ko smo koncert končali, pa smo se usedli v Oštoriji, pa zapeli za svojo dušo. Tako, priložnosti primerno je tudi moje zadnje vprašanje. Kaj in koliko vam je pomenila domovina kot vrhunskemu športniku, kot gospodarstveniku, kot politiku, kot kulturniku in morda kakšen odnos imate do domovine danes? Naj na hitro povem, da zunaj, ko sem nastopil, smo bili Jugoslovani, ampak vedno pri vsakem, ko so me Jugoslovana imenovali, sem povdarjal, da sem Slovenec. Tako da boste vedeli, da sem vedno zastopal države in moje Slovenije. Ni diskusije o tem, tudi nastopal sem za njo vse teh 30 let. Kar se tiče današnjega dne, vi rastete, mladi rastete, vsaka hiša, oblast ali kjerkoli dela napake. Tudi zdaj smo prisotni. Rad sem in zadovoljen, da smo samostojni. Pa vendar nismo tako samostojni, da bi bili zadovoljni za vsem, kaj se dela v naših vlastnih hišah. In veste, da tudi to imate vi v glavi, da včasih čujete, da nekaj ni v redu. Jaz pa računam na to, da boste vi dorasli, da boste spoznali te napake, ker na napakah se učimo, in da boste te napake odpravili pa vtirili Slovenijo v eno lepo deželico, ki se bo res lahko ponašala za Švico, in mislim, da moramo biti vsi s srcem zadovoljni. Veste, če greš delati v inozemstvo, kar boste verjetno nekateri morali iti, ampak ne pozabite na to, da ste državljani te naše domovine, male Slovenije. To naj bo srce v vaših srcih čvrsta opredelitev in ne pozabite na svoj dom, na svoj kraj in na svojo Slovenijo. Tako, mislim, da sva zelo lepo končala, težko bi lepše. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk in za pogovor. Dame in gospodje, mislim, da si naš gost zasluži na koncu še en velik aplavz. Najlepša hvala. Veste, ne morem iz svoje kože, ne morem, nekateri so vedeli, da rad govorim, ampak se moram nekaj drugega. Zahvaljujem se gospodu ravnatelju in timu, ki me je povabil na ta današnji dan. Absolutno zahvala, lepo prosim. Dalje
vam mladim. In da polagam na srce dve stvari. Znanje, ki ga dobivate skozi šolanje in rihtanje, del svojega prostega časa, pa prosim, dajte malo računalnike, telefone, orišničene, to na malo na stran in se posvetite športu. Verjemite mi, da je šport tisti, ki človeka zdravi, ko ga naredi močnega, ko je zdrav. Pri mojih letih verjetno ste kar zadovoljni z mojim statusom, da se še tako obnašam in da se še vedno med vami. Vam bom pa še drugo povedal. Boste vedeli, če malo dosežete na športnem področju kakšne uspehe, boste zelo, zelo čislani v svojem okolju, ker živite. Boste imeli dosti prijateljev, kajti med športniki nimamo sovražnikov, smo samo prijatelji in smo ambasadori miru in prijateljstva in še nekaj. Tudi koristi boste imeli v poslovnem svetu. Verjemite mi, v okolici in poslovnem svetu, če nekaj dosežeš, ker jaz, ko sem bil direktor pa komercialni, prvo smo imeli na moj šport, po moje dosežke, čestitke, 10 minut je bil kšeft napravljen. Hvala lepa danes za povračilo, priporočam se za drugič. In še nekaj, ker smo že na pragu novega leta, mi dovolite, da se jaz tudi pridružim gospod županji, pa rečem vam vsem, želim zdravja, zadovoljstva, polno sreče, naj se vam vse tiste dobre lastnosti, ki jih imate ali pa želje, uresničijo v prihodnem letu. Želim vam še lep uspeh tudi pri vašem učenju. Lep dan še naprej, hvala lepa. Na naši šoli že 4. leto deluje gledališka šola. S svojim delom se predstavijo na skoraj vsaki prireditvi, zato mi jih ni treba posebej predstavljati. Danes si bomo imeli priložnost ogledati njihov performans, v katerem bodo Luka, Mitja, Leja, Jure, Larisa, Teja, Anja in Marko dramsko interpretirali dela različnih bolj in manj znanih slovenskih pesnic in pesnikov. Ob ogledu vam želim obilo užitkov. Čas je, da si povemo. Če ji sploh lahko kaj povemo. In da si damo. Če si sploh lahko kaj damo. Čas je in kmalu bomo ostali tudi brez njega.
prazen list papirja. Čaka, da se ga konica mojega pisala dotakne. Da izpišem svoje misli, saj ve, da jih včasih ne vem izpovedati. Čaka na solzo, ki bo mogoče padla nanj. In da bo on edini, ki jo bo kdajkoli videl. Spoznal bo mene, kot me še nobeden človek nikoli ni. Tako ranljivo in tako slečeno, čeprav imam še vse obleke na sebi. Čutim moje vznemirjenje, da komaj čakam nekoga, ki bo prebral in razumel. Ampak samo on pozna moj strah. In samo on resnično pozna mene. April že poje v brezah. Škrjanček, kroži melodije. Zemljica, sonca žejna žarke pije. In sveže listje se že ponuja. In vse življenje k delu se prebuja. Samo Slovenec še čaka Mesije. Ki najmu s členkov trdne spone zbije. V katere drznost ga je tuja ujela. Pokonci glavo, kaj te litanije? S pestjo in bičem na ženi iz svoje hiše. In vsiljenca na ženi z domačije. Če pa in pogum drugače pravi. Kaj tarnaš, da te tujec lice bije? Še krivi hrbet na udar nastavi. Dolgost življenja našega je kratka, kaj znancev je zasula že lopata. Odprta noč in dan so groba vrata, a dneva ne pove nobena pratka. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, od nje nas ne odkupijo kupi zlata. Ne odpodi od nas življenja, tata, veselje hrup, ne pevcev pesem sladka. Naj zmisli, kdor slepoto ljubi sveta in od veselja do veselja leta, da smrtna žete vsak dan bolj dozori. Zna biti, da, kdor zdaj vesel predpeva, v mrtvaškem prtu ob koncu dneva moče prepeval bo. Momento mori.
Nocoj je čuden večer. Brezmejnost nebes je skromna tako, da vsi bi jo mogli zajeti z dlanjo. Nocoj je bajan večer. Tolmuno se luna nemirno blešči. Nocoj je velik večer. Mislih upornih je sladek nemir, pravičnosti slutim, ljubezni izvir. Čas, ki bo prišel, je tukaj nocoj. Dan danes je, ne glede na vse, edina velesila še vedno kultura. Gledališče, film, televizija, filozofija. Nihče seveda ni tako neumen, da bi lahko mislil, da kultura reši naš narod. Kultura lahko odpira moralna in etična vprašanja, a ta vprašanja so posledica nekih drugih silnic, ekonomskih, socialnih, katera pa dobimo popačena skozi javnomejska trobila, prirejena, cenzurirana. Dokler bo tako, pesniška beseda ne bo dialog, marveč monolog. Sicer strasten, do solz prizadet, a vseeno le monolog. Živimo v času ekonomske stiske ljudi. Ljudje bi enostavno radi vedeli, kje so in kaj jih čaka. Zato jih pritegne pesniška beseda, ki pa seveda ni ugled naše družbe, je pa prispevek le-te. Daje nam tisti vitalni nagon, brez katerega ne moremo govoriti o perspektivah za bodočnost. Je čas, ko se kultura zave svojega glasu in ko nas, kot že v preteklosti, povezuje. Samo ta glas imam. Samo ta glas imam. Teman. Drhteč. In v njih tesnobo. Neznane daljave. Spoštovani zbrani, nikar ne pozabite, da je domovina ena sama. Kamorkoli človeka zanese pot, svojo domačo deželo ohrani edinstveno vez. Slovenija je še posebej lepa in vso pravico imamo, da jo imamo radi, da jo občudujemo in da smo na njo ponosni. O prihajajočih praznikih pa danes ne bom govoril jaz. Pred publiko še enkrat vabim gospoda ravnatelja naše šole Zvonka Kusteca in mu predajam zaključno besedo. Spoštovani gosti, hvala za vašo prisotnost, vendar se bom sedaj malo obrnil na naše dijake. Drage dijakinje in dijaki, vem, da je bilo te prve 4 mesece kar naporno, december je bil poln testov, poln vsega in zato vam toliko bolj želim lepe prihajajoče praznike, lep Božič in potem srečno in zdravo novo leto. Preživite ga sproščujoče, tako kot je gospod Stržaj rekel, ne pozabite na šport, kajti ta krepi duha.
In tako boste potem po novem letu se vsi skupaj lepo srečamo in z novim zanosom ponosni na svoje delo, na svoje dosežke, gremo naprej graditi to Slovenijo. Hvala lepa in živijo.